V bistvu bom čez svoj kratek prispevek malo polemiziral z vrednostmi, ki jih kreativni sektor ustvarja, oziroma kakšne vrednosti želi ustvarjati in kako dostikrat tudi zavrne vrednosti, ki si policy makerji ali pa podporni mehanizmi zamišljajo, da bi mogel ali pa lahko ustvarjal. Takole menjamo, ne? Ja. Mogoče kar nekaj tega bo pred mano že pojasneno, na to sem računal, tako da bom tukaj precej kratek in si bom vzel v bistvu za svoj vod samo kreativna mesta, medtem ko bom kreativni razred in kreativne industrije spustil, ker jih je če ne drugega Jani že kar celovito opredelil. Mogoče iz stališča kreativnih mest je za moj prispevek zanimivo, kako se v bistvu odpre diskurs kreativnih mest. Sam nastanek mest, torej urbanizacijo, zelo povezujemo z industrializacijo. S tem, ko so v mestih rasla industrijska območja, se povečevale industrijske zaposlitve, s tem so rasle mesta in to je kar nekaj časa kar prav dobro funkcioniralo. Tam nekje v drugi polovici 20. stoletja se začne industrija iz mest počasi umikati na obrobja mest zaradi predvsem cenejšega prostora in v naslednjem koraku se industrija iz mest začne umikati na druge konce sveta, predvsem zaradi cenejše manualne delovne sile. In to jasno odpre vprašanja, kaj bojo pravzaprav mesta v prihodnosti počela, torej kaj bojo prebivalci mest v smislu zaposlitev počeli in kaj bo generiralo ekonomsko prosperiteto mest razvitega sveta oziroma postindustrijskega sveta, kakorkoli temu rečemo. In eden izmed številnih odgovorov na to vprašanje je bil tudi koncept kreativnih mest, ki se je zelo populariziral nekje v poznih 90-ih se je začel pojavljati, nekje v letu 2002, 2004, 2005 se je pa sam diskurs in sama tema kreativnih mest zelo popularizirala in se tako nekako tudi slej ali pa prej urinila v razvojne politike evropskih in ameriških mest in regij. Ko govorimo iz ekonomskega stališča o kreativnem sektorju oziroma kreativnih industrijah, govorimo predvsem o dodani vrednosti, ki jo ustvarjajo. Na eni pač kreativne industrije logično definiramo kot dejavnosti, ki ustvarjajo profit in ali delovna mesta na podlagi vložka ustvarjalnosti. Torej ustvarjalnost je tisti faktor, ki njihove produkte ali pa storitve naredi konkurenčne, na podlagi česar ustvarjajo neko ekonomsko vrednost v prvi vrsti in to se tudi največkrat meri, kot smo videli danes. Tukaj se kažeta dva načina podpore ali pa spodbujanja kreativnega sektorja. En je fokusiran predvsem v kreativne industrije kot manjša podjetja, ki nudijo zaposlitev in kot sem prej rekel, ustvarjajo nek profit. In to je postalo precej pomemben tam nekje okrog leta 2009, 2010, 2011, ko tudi evropska industrija zelo začne podpirati ta sektor, začne spodbujati ta sektor in v smislu policy makinga in v raznih evropskih projektih in tako naprej. Eden od razlogov, da se je to zelo poudarjalo, je seveda delovna mesta, ohranjanje ali pa ustvarjanje delovnih mest, namreč kreativni sektor, še posebej v smislu kreativnih industrij kot majhnih podjetij, se je izkazal je pokazal nek zelo velik potencial absorbiranja mlajše delovne sile. In to je tisto delovna sila, ki ima v tem momentu na evropskem trgu zaposlitev ogromne težave v smislu iskanja zaposlitev in to je bil nek sistemski poskus odgovora na to krizo. S tem se je tudi začel intenzivno meriti različne specifike kreativnega sektorja, največkrat število zaposlitev, torej delež zaposlitev in doprinos k neki dodani vrednosti oziroma neke te ekonomske kazalce. Na drugi strani, paralelen koncept, ki se je zelo začel poudarjati, je vpliv, ki ga imajo kreativni poklici lahko na ostale gospodarske sektorje. Spet je mantra nekje v ozadju ohranjanje delovnih mest, v smislu, da imamo kup enih gospodarskih sektorjev, v katerih je ogromna količina zaposlitev, recimo za primer, da imamo lahko pri nas damo največkrat lesno industrijo, tekstilna industrija je čisto redu primer to zadevno. Gre za to, da imamo gospodarske sektorje, ki imajo množico enih zaposlitev, za katere nas izrazito skrbi, ker če nekako gasnejo, to lahko v eni regiji za sabo pusti neko opustošenje v smislu zaposlitev in nekako predvidevamo, da so lahko ti gospodarski sektori z vnosom kreativnosti
veliko bolj uspešni, bolj konkurenčni, tudi globalno bolj konkurenčni, lažje se odprejo in prodrejo na tuje trge in se tako na eni strani angažira kreativne poklice, kreativce in na drugi strani ohranja neke bolj manualne zaposlitve. Gre v končni fazi v obeh primerih za to, da govorimo o nekem trgu kreativnosti, da obstaja trg, ki lahko del te kreativnosti na nek način najame oziroma kreativnost na temu trgu generira nek profit. Ampak kar pa pogosto spregledamo pa je, da je kreativnosti bistveno več, kot jo ta trg lahko absorbira, ali pa kot se na temu trgu investira, ali pa kot se na temu trgu, če se mogoče malo neprimerno izrazam, najame v končni fazi. Ne? Obstaja še en kup alternativnih vrednosti, ki se lahko ustvarjajo z kreativnostjo in ne samo to. Bistvo mojega prispevka bo pokazati, kako je sam kreativni razred, če sploh obstaja, do tega sem izrazito skeptičen, da obstaja, ampak če obstaja neki ta kot kreativni razred ali pa kreativni sloj, tukaj se bomo zapletli v sociološke definicije razreda, če obstaja neka taka družbena skupina, pogosto zavrne diskurs ustvarjanja zgolj ekonomske vrednosti in se začne sama od sebe osredotočati na neke druge vrednosti, predvsem danes govorimo o družbeni in ekološki vrednosti, glede na naravo današnjega posveta, ki govori povezuje ustvarjalnost z zelenimi mesti. To nas nekako niti ne bi smeli prav zelo presenetiti. Če smo se eno stvar lahko iz zgodovine naučili, smo se, da ustvarjalnost sama po sebi ni najbolj poslušna in tudi nekako ne sme biti, če ne neha biti ustvarjalna. Ne. Vsak članek, danes bo to omenjeno vsaj ne trikrat, o kreativnih industrijah ima v prvem ali pa najkasneje v drugem odstavku Schumpetra, pa kreativno destrukcijo, pa tako naprej. Če gre v tej smeri še naprej, slej ko prej začne govoriti o tem, da kreativci sami po sebi morajo biti kot nekonformistični, da morajo polemizirati z nekimi ustvarjalnimi, ustaljenimi trendi in tako nekako, ker se morajo samo izražati in biti tudi na nek način ally challenging, kot Američani temu rečejo, v smislu morajo biti malo sam proces ustvarjalnosti mora biti malo nekonformističen in more vsaj na nek način zavrniti stare ustaljene vzorce, če hoče biti jasno ustvarjalen. In to bom danes počel s primerom mesta Bristol. Primer ni naključno izbran. Bristol je na eni strani en od najbolj kreativnih evropskih mest. Vemo, da je bil v 90-ih in 2000-ih tako mek zakladnica nove evropske glasbe, zakladnica novih evropskih glasbenih trendov. Drum and bass se je razvil v Bristolu z Ronnie Sizom, trip hop se je razvil v Bristolu z Massive Attack in Trickyjem, street art se je najbolj razvil v Bristolu ali pa razvil v Bristolu z Banksem in tako naprej. V končni fazi gre tudi za en kup enih politik mestnih usmerjenih v razvoj kreativnega sektorja inštitucij, recimo Watershed je ena evropsko znana inštitucija in v končni fazi, kot smo slišali na začetku današnjega dne, tudi Evropska zelena prestolnica lanskega leta. Eden izmed zelo znanih primerov, v katerih se zadnje 3 leta veliko piše iz Bristola, ampak pazite, tukaj zelo poudarjam, da ne gre za celovito študijo primera. Primer je velik, ima en kup elementov, ki bom v tej analizi spustil, obdržal bom samo tiste, ki so mogoče v kontekstu zelenega gospodarstva v lokalnem smislu pomembni. En izmed znanih primerov iz Bristola je, da so v kulturni četrti, znani kulturni četrti v Bristolu, ene bolj znanih v Angliji ali pa Britaniji, Stowcroft, pred nekaj leti na nek precej netransparenten način pojavil načrt, da se bo v tej soseski odprl nov supermarket Tesco. Bila je zelo kreativna in kulturna četrt in na eni strani način in sam proces odpiranja tega supermarketa, torej globalne verige, delnične družbe in tako naprej, je na lokalni ravni sprožil ogromen protest in zanimivo je, da je ta protest v bistvu, ali pa to nasprotovanje temu, na eni strani prihajali iz kulturne četrti, na drugi strani prihajali iz kulturnikov in kreativcev in na tretji strani v bistvu pobrali ene zelo klasične vzvode, ki jih kreativni sektor uporablja, kadar se nekako deluje na trgu ali pa pridobiva in še neko tržno vrednost razvija, ekonomsko vrednost, govorimo o crowdfundingu recimo. In na drugi strani so tudi lokalni kreativci ponudili alternativo Tescotu in to je bil People Supermarket. Ne vem, če poznate ta koncept, v Ljubljani je še kar znan, zaradi tega, ker je bil ustanovitelj londonskega People Supermarketa David Berry pred kakšnim letom.
Ja, pred kakšnim letom tukaj in nasploh imel v Ljubljani predstavitev. Gre za načrt, gre za v bistvu trgovino, ki na nov način povezuje na eni strani pridelovalce hrane in na drugi strani kupce, ne, v nekem izrazito lokalnem smislu, torej da so te poti manjše, čeprav tukaj vzemimo to z rezervo, v Angliji to pomeni nekaj 100 kilometrov, in na drugi strani nek nov način, na nekem novem omrežju utemelji, kako pravzaprav trgovina deluje. Gre za izrazito lokalno usmerjeno trgovino, na način, da lokalci v bistvu pridejo poceni do dobre hrane na način, da doprinesejo k delovanju trgovine nekaj ur svojega dela na teden. Torej mesec dela, oziroma na mesec, 4 ure na mesec delajo v tej trgovini in na ta način pridejo do dobre lokalne hrane za 20 ali 30% znižanjem cene. In gre za tak tipično značilnost enega tazga kreativnega pristopa k novim biznis modelom, da v prvi vrsti zelo pritegne kreativce, kulturnike, mogoče tiste gentrifikatorje, neke soseske, ki jim je to v smislu lifestyle zelo blizu, ampak kasneje se začne ta del populacije nekoliko manjšati in povečevati drug del populacije, ki enostavno te supermarkete potrebuje, ker to je edini način, na katerega pridejo v recimo Londonu do poceni kvalitetne hrane. Zanimivo je, da se sicer People supermarket na koncu tukaj ni odprl, ampak se je odprl Tesco. Tukaj ima to tudi še kup zgodbe zraven, ki bomo v tem momentu mogoče malo spustili. Bil je ogromen protest, ki se je tudi razvil, kot se protesti mestoma razvijajo v nekaj nasilnega. Kup ljudi je dobil zaradi tega tudi kazni in lokalni kreativci so sprožili tudi crowdfunding kampanjo, s katero so zbirali sredstva za poravnanje te kazni. To so recimo šalice, ki so bile darila za bekarje v tej crowdfunding kampanji, to je recimo Banksyjev plakat, nekaj tudi Banksjevih street artu, izhajajoče street art umetnin se je v tej crowdfunding kampanji uporabljal kot nagrade večjim donatorjem in tako. Na koncu se supermarket Tesco odprl in analize, ali je bilo to dobro, ali ne, so zelo različne. Ne moramo jih povzeti, lahko rečemo, da se je nekaterim delu populacije zdelo to relativno slabo, medtem ko so neki drugi rekli, da pravzaprav še kar v redu, ki je pritegnil v sosesko neke nove ljudi, ki zdaj hodijo tudi v mehne lokalne trgovine in tako naprej. In mogoče to bistvo te zgodbe, da je v bistvu skupen sovražnik od zunaj zelo povezal sosesko in sprožil zavedanje, da je lokalno pomembno, da je pravično pomembno, da je družbena vrednost pomembna in tako naprej in zgeneriral nek lokalen ekosistem mehnih trgovin, prodajaln, produkcije in tako naprej, ki so začeli od takrat naprej veliko boljše sodelovati in ponudili tudi en kup enih novih družbenih dejavnosti v smislu People's Kitchen, v smislu novega načina distribucije hrane, uvoza hrane, nekih drugih družbenih dejavnosti. In v tem momentu nekako ta primer sklepam s tem, da je mogoče, kar je v tej zgodbi zanimivo to, kako hitro je v bistvu nekako kreativni razred samo od sebe, če obstaja, zavrnil ta diskurs, da je njegov primarni namen ustvarjanje sicer legitimnega profita, ampak se je obrnil k ustvarjanju neke družbene, okoljske, dodajne vrednosti, ki lahko v nekem izrazito lokalnem smislu doprinese in k družbeni pravičnosti in ekološkosti bivanja in produkcije v nekem urbanem okolju. Če tudi se je to začelo dogajati v Britaniji, gre mogoče za najbolj znan primer, je to zgodba, ki je veliko širša in pogosto, še posebej v policy making smislu ali pa v smislu nekih projektov spodbujanja kreativnih industrij in kreativnega sektorja premalo zavedamo. Tudi recimo pri nas v Sloveniji imamo par primerov ali pa v Ljubljani par primerov, v katerih sem se tudi sam srečal, kjer smo nekako začeli neko zgodbo razvijati, pa videli nekje na poti, da je neka druga vrednost tista, ki partnerje v teh zgodbah, torej ljudi iz kreativnih vozlišč, kreativnega sektorja, hubov in tako naprej, bistveno bolj zanimajo. Recimo, en primer je Krezin, to je spletno glasilo, ki je bilo namenjeno, da kreativni hubi sami sporočajo, kaj se pri njih dogaja, neke pomembnosti iz ljubljanskega kreativnega ekosistema, rečemo temu, v angleščini in slovenščini. To smo razvijali skupaj z ljubljanskimi kreativnimi hubi in v fazi, ko se je to razvijalo, ko smo recimo kje razlagali, da to razvijamo, ko smo se pogovarjali, tako naprej, je zelo velikrat bil prvi odziv, super, to se bo pol uporabljal, namreč v tujini se dostakrat je uporabljal, kot nek način nekega promo materiala, preveden bo v angleščino, v katerih se bo tudi tržišče odpirali v tujini in tako naprej in iskali mogoče nove biznise, nove jobe in tako. In prva številka, ki smo jo skupaj
tematsko zasnovali, je bila tema sodeluj in na prvih sestankih se je pokazalo, da imajo ljudje ful več interesa pisati v nekih skupnostnih, sodelovalnih, novih načinih sodelovanja in tako naprej, kot nekaj izrazito tržno usmerjenih besedil. Ena od zadev, ki smo jih v zadnjih letih kar je neparkrat poskusili oziroma izpeljali, so tako imenovane poslovne verige, nek relativno običajen način spodbujanja razvoja kreativnega sektorja, da se povezuje kreativni sektor z drugimi sektorji nekako. V prvi vrsti so bile poslovne verige zamišljene, kot da se poveže neko kreativno znanje z nekim produkcijskim znanjem in razvije neko novo ekonomsko zgodbo, tako približno, kot sem pojasnil na začetku te predstavitve. Ampak mogoče bila ena izmed zelo zanimivih korakov v tej smeri, da smo razvijali vrednost, ki mogoče na prvi pogled nikakor, ali pa v prvem smislu nikakor ni bila izrazito tržna vrednost, ne, ali pa vrednost, ekonomska vrednost, ampak preko knjižnice reci vrednost, ki temelji na souporabi, ki upeljuje neke nove načine družbenega sodelovanja, ima nek tudi izrazito pozitiven okoljski angažma v smislu, da je eden izmed ciljev manjše porabljanje naravnih virov, torej namesto trošenja souporaba predmetov. Tudi recimo Bio 50 kot en od izmed večjih dogodkov na področju kreativnosti v Ljubljani v zadnjih letih je pokazal znotraj svojih tematskih skupin eno zelo velik del Biota je bil fokusiran na neke bolj trajnostne, družbene prakse, nove načine sodelovanja, novega načinov razmišljanja ustaljenih družbeno-tržnih načinih delovanja. S čemer tudi nekako zaključujem, da je mogoče tudi ta fokus, ki ga dostakrat uporabljamo na kreativnem sektorju, kreativnih poklicih, kreativnih industrijah in tako naprej, še posebej v kontekstu teh vrednosti, dostakrat pravzaprav premejhan. Da je bistveno bolj smiselno govoriti mogoče o kreativnosti kot procesu, o kreativnosti kot iskanju nekih novih načinov sodelovanja, produktov, storitev in tako naprej in se ne tako obremenjevati s tem, a ustvarjalnost pride iz kreativnih industrij, iz kreativnih poklicov in tako naprej, ampak predvsem, kako ta proces spodbuditi, in kako spodbuditi ustvarjalno zasledovanje nekih vrednosti, ki imajo bolj okoljske in družbene učinke v končni fazi, se mi zdi mogoče najbolj pomembno vprašanje v kontekstu razvoja zelenih ekonomij oziroma bolj zelenih mest pravzaprav. In to je vse.